Mislim pa, da moramo prevajalci vedno spoštovati to, kar so generacije in generacije, kot rečemo, od Trubarja, Dalmatina, pa do že omenjene trojice, Pečjaka, Snoja in zlasti Jereta, ki je imel zlato uho. Poznal sem ga kot profesorja. Zlato uho, ne samo za grško, ampak tudi za slovensko besedo. In kot prevajalec apostolskih del naj še posebej omenim, da se je posebej apostolskim delom posvetil in jih posebej izdal tudi slovenski pisatelj Stanko Cankar, ki je bil dekan teološke fakultete, dekan v njenem najtežjem obdobju. Tudi njegov prevod je imeniten in mislim, da bi bil smrten greh, če bi vse to, kar je toliko dobrih pisateljev in jezikoslovcev, če bi vse to pregazil in bi rekel, jaz pa hočem za vsako ceno nekaj novega. Vam povem samo bizarno podrobnost. Recimo, da vzamem posveten tekst, Pravljica o carju Saltanu, Puškina, ki jo je tako mojstrsko prevedel Oton Župančič. Ampak sem pogledal Koseskijov prevod in veste, da beseda Koseski, da to ime nima pri nas visokega zvena. Ampak nekaj imenitnih rešitev, ki jih je lepo Oton Župančič prevzel, ne da bi s tem mu padla krona z glave. Zakaj ne bi mi prevajalci delali tudi tako? No, zato, kot rečeno, sem se v največji možni meri naslanjal na dikcijo in zlasti skušal upoštevati tista značilna svetopisemska rekla, stavčne sklope, besedne zveze, ki starejšim generacijam, pa morda tudi nekaterim mlajšim, še danes tako domače zvenijo v ušesih. No, ampak ni samo prevod, ki je tukaj nov, ki predstavlja eno novost. Zlasti so kot posebno bogatstvo v jeruzalemski Bibliji že omenjene izčrpne opombe in uvodne študije, pa dodatki s časovnimi in drugimi razpredelnicami. V čem je posebnost tega komentarja, teh opomb v primerjavi s prejšnjimi? Posebnost je, da te opombe se ne naslanjajo, ne omenjajo, ne navajajo samo reali, samo zgodovinskih, zemljepisnih in drugih podrobnosti, ampak grejo v globno vsebinsko, globinsko interpretacijo Biblije. Nekje se vračajo k tisti interpretaciji, ki so jo utemeljili veliki cerkveni očetje, kot je Hieronim, Avguštin in druga imena. Interpretacija, ki ima spet svoje korenine v antiki, pri aleksandrinskih gramatikih, ki so prvi uveljavili načelo po grško Homeron ex Homerusa Fenicein. Homerja je treba interpretirati iz Homerja, ne pa vnašati tujo in ne vem kaj iz obrobja noter. No in to so kot omenjeni, kot rečeno, ti cerkveni očetje, zlasti Hieronim, ki je bil ne samo naše gore list, lahko rečemo, ampak tudi vsestranski jezikoslovec, podkovan v latinščini, v grščini, ki je imel eno tako osebno simpatijo do teh starih jezikov, da se mu je nekoč v sanjah prikazal sam Kristus in mu očital njegov ciceronianizem. No, kot rečeno, to predstavlja posebno obogatitev. Obenem pa nam je založnica, ki ima avtorske pravice nad Jeruzalemsko Biblijo, dala možnost, da vse, kar smo sami dobrega ugradili v prejšnje prevode,
vse opombe po svojem občutku lahko povzamemo in organsko vnesemo v ta novi prevod. In tudi to sem z veseljem naredil, kot rečeno, posebno še, ker je bilo tukaj popolno soglasje in razumevanje založnice in sem dodal ne samo nekaj starih prejšnjih prevod iz jubilejnega in standardnega prevoda, ampak tudi marsikaj novega, kar sem zasledil ob sprotnem spremljanju novejših zgodovinskih in arheoloških odkritij, zlasti pa nekaterih zanimivih epigrafskih odkritij, se pravi starih grških in latinskih napisov, ki so v zadnjih desetletjih prišli na dan in ki potrjujejo avtentičnost tega bogatega bibličnega teksta. No, hvala lepa.